da je možno karkoli od tega realizirati, bi verjetno najprej potrebovali funkcionalno državo in funkcionalni državni zbor. Ja, jaz osebno sicer ne verjamem, da je v okviru tega sistema možno izvesti družbeno spremembo. Ne gre. V kontinuiteti sedanjih institucij, sedanje razporeditve tudi bogatstva v družbi, spremembe ne bo. Oziroma so spremembe lahko samo kozmetične. Se pravi, realno je upanje, da bo volja ljudstva organizirana, doživela do te mere, da bo prišlo do sprememb, ki bodo sicer popolnoma v skladu z temeljnimi ustavnimi normami, sedaj veljavnimi, predvsem z pravico slovenskega ljudstva do samoodločbe, ker sedanja referendumska zakonodaja ne omogoča praktično nič. Se pravi, bo moralo priti do neke organizirane ljudske ustaje, ki bo zvesta temeljnim ustavnim principom, ampak ki se ne bo pustila ukleniti verigam sedanjega sprevrženega političnega sistema, ki je povsod v vseh članicah Evropske unije izmaličen do te mere, da volja ljudstva ne more priti do izraza. Volja ljudstva. Zdaj, volja ljudstva je tudi malo nek vprašljiv, večplasten pojem. Kaj je to volja ljudstva? A ljudje sploh vejo, kaj je dobro za njih? Tako da brez neke tudi avantgarde, se pravi drugače razmišljajoče patriotske elite ljudi, ki bo delovala v našem nacionalnem interesu, neka pomembna sprememba ne bo možna.